Dobro jutro, dragi gledalci in gledalke. Evo, kakšen čudovit sončen dan, jutro. Malo hladno, ampak čudovito. V glavnem, evo naša maca, ki je, evo jo, prišla ven iz svinjaka. Pujsa še ni noter, ga imam zaenkrat kar noter v štali še. Malo preveč mrzli zunaj, da ne bo zbolel. Naš maček pa vseeno zakopan, njemu je pa kar luštno. No, nam zdaj preveč govoril o teh okoli stvari, drugih. No, jaz bom v glavnem malo travo prezračil, sem se odločil. Da se malo prezrači, travnata je površina. Tako da sem si kar porental stroj. Evo, rahljalnik, prečesevalnik, trate. V glavnem, kaj bo tu naredi, tule bo malo raztolkl tlele vmes. In tista, kar je stara pa mrtva trava, jo bo ven pobral in obenem še malo prezračal, ne? Da bo bolj zadihala, da bo lepše rasla. Pa kar se zdaj tudi nek dež približuje, tako da bo to prijetno skoristni, bi jaz rekel, ne? Se pravi, zdaj bom prezračil, pol bom še malo pognojil in pol, ko bo dež, bo, upam, tu lepo rasl, ne? Kaj pa bo, pa kako pa bo, bomo pa videli. Takole pa zgleda, kaj je prezračen in tukaj, ko še ni ta del. Tako da razlika je kar očitna. Pa se tu sam še pograb ta mrtvo travo in to je to. Še pograbimo tole travo zdaj, ko smo jo ven. Evo, cela vrsta. To moram zdaj pograbiti vse okoli in okoli. Končno se napravlja k dežju. Prav potreben je bil. Zdaj je bilo pa že več kot en mesec. Več kot en mesec suzga, vetrovnega vremena, tako da je čisto sušena zemlja. No, v glavnem, da ne bom zdaj v vremenu klele brihnaril. Prejšnji dan sem prezračil travo. Tako da, se pravi, prezračil sem pa cel ta del, se pravi tamle okoli, tamle, ko so lovorikovci posajeni, se pravi ta del sem, pa do vrtička, pa do tam do tiste gume in tukaj okoli, kjer nam bazen pač stoji in vse pač tale prostor, kjer se največ zadržujemo. Imamo tudi ležalnike, bi rekel, tukaj. Glavne, tole sem vse prezračil, da sem rekel, da malo poizkus naredil, se pravi ta del sem prezračil. Del zadaj za tisto linijo, se pravi zadaj, nisem prezračil.
Ta del tukaj sem pognojil z dvema gnojiloma, različnima. Za travo, en je za travo, en je pa mešanica 3 v 1 za travo in za proti mahu in proti plevelu. Kar se tudi vidi, evo, se vidi gnojilna zrnca. To so tele bele pikce. Zdaj, ko bo dež, se bo tu lepo počasi topil. In me zanima zdaj ta del, ki je prezračen in tudi pognojen malo bolj, ne. Še gnoj bo definitivno pomagal, no, samo zanima me kako. In un del, ki ni prezračen, trava prezračena in pač malenkost je pognojen, ni lih ne vem koliko. Da vidim, kakšna bo razlika med tem pa med unim delom. V glavnem uporabljal sem pa tole gnojilo za ta del klele, ko bomo več ležali, ko smo substral, gnojilo 3 v 1 pa plantela. V glavnem vse sem tole pognojil. Z unim do črni, mislim, tole plantelo sem šel pač tudi na un stran. Tukaj le zadaj sem tudi gnojil. In okoli vrtička sem šel. Okoli vrtička sem šel tudi po un stran, se okoli tam do kokoši pa sem. Tako da uno travo, s tistim gnojilom sem res pognojil vse, kle okoli in okoli. S tem se postralom, ki je pa tudi pred mahom, pa pred plevelo, pa tudi tukaj. Tako da bomo videli, zdaj mora pa samo še dež padati, pa da naredi svoje. To bi bilo za zdaj vse, se vidimo v naslednjem videu. Ajde!